se pravi, program je bil v celoti realiziran in kar nas še posebej veseli, nekako nam je uspelo ustaviti ta negativni COVID-ni trend upada obiskovalcev v muzeju. Skratka, lani smo spet zabeležili večje število obiskovalcev kot v preteklem letu in sicer nas je naš muzej obiskalo približno 16.000 obiskovalcev, se pravi samo naš muzej, skupno pa naše vsebine tudi izven prostorov našega muzeja, se pravi skupno pa 40.000 obiskovalcev. To nam konec koncev daje tudi nek zagon in motivacijo za nadaljnje delo, zlasti, ker se ukrepi sproščajo, ker pravzaprav že lahko skoraj da v popolnosti izvajamo ves naš program, se pravi ne samo razstavno dejavnost, ampak tudi različne še spremljevalne dogodke. Se pravi, letos smo začeli z novimi načrti, delamo na polno, izkoriščamo možnost ponovnega fizičnega srečevanja in zato, če morda spremljate, skoraj da vsak teden v našem muzeju pripravimo kakšen tematski večer ob seveda vsebinah namenjenih otrokom in smo kot rečeno veseli, da se naši zvesti obiskovalci čedalje bolj vračajo v našo hišo. Omenim naj še tudi to, da smo ravno v teh dneh končali z najobsežnejšim delom gradbene rekonstrukcije fotohiše Pelikan, se pravi, zaključena so pravzaprav vsa najpomembnejša gradbena dela in da pravzaprav že nekako pričenjamo z končnim urejanjem muzejske vsebine v fotohiši Pelikan. Namreč naš velik cilj, jaz upam, da uresničljiv, seveda je to v veliki meri odvisno tudi od sredstev, ki so še potrebna za dokončanje, je ta, da bi letos jeseni odprli galerijo v glednih prostorih fotohiše Pelikan. Se pravi, ne govorim o otvoritvi celotne hiše, celotne stavbe, ampak o njenem delu, o fotografski galeriji v glednih prostorih. Ob tem zelo ambicioznem načrtu pa seveda normalno izvajamo začrtani program. V letošnjem letu nas čaka kar nekaj zanimivih avtorskih, tako gostujočih, zlasti pa avtorskih razstav, seveda na čelu za razstavo Postati ženska, zaradi katere smo se pravzaprav danes zbrali. Namreč na nek nov, svež, zgodovinsko neobremenjen in času primeren način ta razstava govori o ženskah. Gre za razstavo žensk, za razstavo, ki so jo pripravile ženske, gre za razstavo iz ženske perspektive, predvsem o tem, kaj danes pomeni biti ženska, ki pa ni namenjena zgolj ženskam, morda ni še najmanj, temveč celotni družbi, predvsem še posebej njeni moški polovici. Jaz sem prepričan, da se bomo iz te razstave, zlasti tisti, ki o tem vemo najmanj, naučili največ.